Premalokrat se v strokovni in širši javnosti sliši in razume, kako kompleksno je področje poklicnega in strokovnega izobraževanja. Kaj vse vključuje skrb za poklicno usposobljenost in dosego izobrazbene ravni dijakov? Kako kompleksno je delo v poklicnih in strokovnih šolah v skrbi za ustrezne praktične izkušnje dijakov pridobljene pri delodajalcih? Kaj pomeni razpršenost poklicnih kompetenc in učnih ciljev v množici strokovnih modulov, ki so preskromno pokriti z učnimi gradivi? In kako ni nič novega za vse naše šole kadrovska stiska? Poleg tega pa se v poklicnih šolah srečujemo z vse večjim deležem dijakov, ki se zaradi res raznovrstnih osebnih, družinskih, družbenih situacij praviloma težje učijo in predvsem težje vključujejo v socialno okolje. Strokovna usmeritev za razvoj vključujoče šole lahko deluje kot še ena dodatna naloga za naše šole, ki pa dodatnih nalog v tem trenutku res ne potrebujejo več. A vendar, mogoče zato, za šolo leži vsaj del rešitve tudi v skrbi za vključujočo šolo, za šolo, ki misli tudi na individualne potrebe in odzive nanje, ki misli tudi na socialno-čustvene kompetence in ki tudi v umetnosti vidi moč. Lepo pozdravljeni. Sem Ana Kozina z Pedagoškega inštituta in danes sem skupaj s kolegico Klavdijo Šterman-Ivančič na posvetu Vključujoča šola izvedla delavnico prikaz, kako lahko podpremo socialne, čustvene kompetence, prepoznavanje raznolikosti v vzgoji in izobraževanju s poudarkom na odnosni kompetentnosti. Vsako poučevanje, izobraževanje je v resnici v jedru odnos. In na ta odnos nas nihče ne pripravi, nesistematično in ravno temu je bil namenjen prikaz današnje delavnice. Za tiste, ki vas tema pa malo bolj pokliče, pa vas vabim k ogledu spletne strani Roka v roki, kjer se tudi nahajajo prosto dostopna gradiva. Jaz sem Maja Klančič, prihajam iz Srednje zdravstvene šole Ljubljana in predstavila bom, kako se z individualizacijo spoprijemajo, soočajo v največjem šolskem centru v Helsinkih. Mene vedno znova navdušuje, kako postavljajo dijaka v ospredje, kako izhajajo iz njegovih potreb, iz njegovih interesov in mu na ta način prilagajajo celotno izobraževanje. Še trajanje izobraževanja je individualizirano. Ne traja 3 leta ali 4 leta kot pri nas, ampak glede na njegov vložek, njegove sposobnosti, njegove interese. Tudi od 1,5 leta do 3 let. Moje ime je Marjanca Ajša Vižintin, prihajam z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, kjer se ukvarjamo s Slovenkami in Slovenci, ki so šli po svetu in pa z ljudmi, ki prihajajo k nam. Migracije so vedno bile, ljudje so se vedno selili, se selijo in se bodo selili, zato je prav, da smo na te procese pripravljeni tudi v vzgoji in izobraževanju. Vključevanje ni samo jezik, torej jezik je temelj vključevanja, ampak o vključevanju lahko govorimo, kadar to postanejo tudi del vsebin, ki se izvajajo med poukom, torej migracije, selitev, vprašanje identitete, vprašanje spreminjajoče se identitete kulture, naj postane del učnih vsebin pri pouku, pri zgodovini, pri geografiji, pri različnih jezikih. Vsekakor pa je temelj najprej intenzivni začetni tečaj jezika, ki se izvaja v prvi polovici leta, takoj po vpisu, prvi 2 šolski uri, takrat, ko so možgani spočiti, ko se lahko otroci učijo, ko lahko učiteljice in učitelji učijo. In potem sledi individualni program, ki spremlja napredek in pri učenju jezika in pri procesu vključevanja. Lepo pozdravljeni, moje ime je Katja Jeznik, prihajam iz Filozofske fakultete, iz oddelka za pedagogiko in andragogiko. S Centrom za poklicno izobraževanje sem sodelovala pri raziskavi Inkluzija v poklicnem izobraževanju. Ugotovili smo, da je inkluzija povezana tudi s pravičnostjo, saj ne moremo govoriti o vključenosti, brez da bi hkrati razmišljali o tem, da je ta
čim bolj pravična. Hkrati pa ugotavljamo, da pravičnost in vključenost posameznika pomembno prispeva k uspešnosti posameznika na njegovi izobraževalni poti. Pomembno se mi zdi zavedanje vseh, ki šolo ustvarjajo, da je šola tista, ki mora ustvarjati prostor za sodelovanje, solidarnost, sožitje različnih dijakov. In pomembno je, da v dijakih spodbuja radovednost, empatijo, kritično mišljenje in skozi to tudi angažiranost za poklic, za znanja, ki za ta poklic potrebujejo, in pa za vedenja. In predvsem mora biti učenje zanimivo. In dijaki so oblikovalci tega šolskega prostora, sploh v tem spreminjajočem se svetu, ki nekako se zgubljajo tudi tla pod nogami v teh negotovih časih zaradi ekoloških teh katastrof, ki se dogajajo, pa tudi zaradi politik, ki v bistvu vstopajo v naš prostor. Znotraj tega je potrebno iskati neka nova inovativna učna okolja, ki bi jih mogla zaznamovati neka bogatost raznoterih vzgojno-izobraževalnih spodbud, tudi neke nove vzgojno-izobraževalne metodike dela. Nujno izpostaviti večjo participatornost in participacijo mladostnikov in to spodbujati v tem večperspektivni obravnavi učnih vsebin od znanstveno-tehničnih do kulturno-umetniških pristopov in skozi to znanje osmišljati in iskati to osmislitev tudi s pomočjo dijakov. Če izpostavim samo dve ključni sporočili raziskave o uresničevanju inkluzije v poklicnem in strokovnem izobraževanju, bi za sistemsko raven izbrala to, da potrebujemo rešitve za pogosto izključene dijake, ki niso dijaki s posebnimi potrebami. To imamo že solidno urejeno, druge skupine potrebujejo tudi to podporo, predvsem velika je skupina iz nižje socialno-ekonomskega statusa oziroma okolij z nižjim socialno-ekonomskim statusom in pa skupina z migrantskim ozadjem. Na šolski ravni pa predvsem bi želeli šole podpreti pri razvijanju sprejemajoče, spoštljive in podporne kulture sobivanja, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, dvig etičnega standarda, pravzaprav vzgojni del vzgoje in izobraževanja. Hvala lepa.